Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. V tej epizodi bomo govorili o tematiki, ki je meni osebno zelo pri srcu in od katere nismo še govorili na podcastih, mogoče smo govorili na kakšnem podcastu z gosti, ampak samo v nekaterih odsekih, tako da ta epizoda bo povsem posvečena tematiki ljubezni do sebe. Govorili bomo o tem, kaj je ljubezen do sebe, kakšen pomen ima za naše življenje in dobro počutje, in potem bomo še govorili o tem, kako lahko začnemo gojiti ljubezen do sebe. V bistvu že dolgo časa sem hotel narediti en podcast o te tematike in prejšnji teden sem se malo razpisal od tega na storyjih, na mojem osebnem Instagram profilu, in sem dobil veliko zanimivih odzivov, feedbackov in je ratala kar ena taka fajn debata. In potem sem tudi vprašal vse vas, ki mi slediste tam, če bi vas zanimala ena epizoda na to tematiko, in sem dobil ful enih odzivov, tako da evo, me ful veseli, ker tudi meni všeč ta tematika in bi rad več govoril od njej. Tako da zdaj bom začel s tem, kako sem se jaz spoznal s to tematiko, kako sem se prvič srečal. V bistvu jaz eden izmed podcastov, ki mi je najbolj všeč in ga sem pred leti in ga še vedno ful spremljam, je Aubrey Marcus podcast. V bistvu Aubrey govori od raznih tematik, od duševnosti, spiritualnosti, dobrega počutja, fizične aktivnosti, lifestylea in vse te tematike, ki grejo zraven tega. In v bistvu pred leti, to je bilo začetek 2020, imel na svojem podcastu gosta imenovanega Kamal Ravikant. V bistvu Kamal je podjetnik in takrat je napisal knjigo, ki jo imam tudi tukaj, Love Yourself Like Your Life Depends on It. In v bistvu to je ena izmed knjig, ki mi je najbolj pri srcu, s katero sem se ful naučil, in tudi tisti podcast mi je eden izmed mojih najljubših in si ga še vedno vsake toliko predvajam, zaradi tega, ker hočem obnoviti to znanje od ljubezni do sebe. V bistvu v tistem podcastu so govorili prav o te tematike, se pravi, zakaj je pomembna ljubezen do sebe in kako jo gojiti. Ko v bistvu Kamalova zgodba je bila tako, da ga je življenje pripeljalo do neke ful nizke točke, kjer je mogel potem začeti živeti drugače, in takrat je pole odkril to tematiko ljubezni do sebe in začel delati različne vaje za jo gojiti, in na podlagi tega je napisal prvo eno tako majhno knjižico, ki je šla, je full viral, in potem par let nazaj je tisto knjižico razširil v to knjigo. In v bistvu ta knjiga je kot nek priročnik ljubezni do sebe. Meni je ful pomagala, da sem v bistvu spoznal pomen ljubezni do sebe in hkrati kako se jo goji. Lahko začnemo pri vprašanju, zakaj sploh ljubezen do sebe, zakaj je pomembna za nas in za naše življenje in naše dobro počutje. V bistvu ljubezen do sebe je neka osnovna stvar, iz katere izvirajo številne druge stvari, se pravi, je nek temelj od spoda, na katerih se potem gradi vse naše življenje, v bistvu naše misli, naša čustva, naša dejanja in potem tudi notranji vzorci oziroma neka prepričanja, ki jih imajo, izvirajo vse iz tega, neke te ljubezni do sebe. Kot vemo, je ljubezen v življenju ena izmed najbolj osnovnih stvari, iz katere potem izvira naše dobro počutje, naše zdravje in kako delujemo v svetu. Ampak problem pri ljubezni je to, da vsi iščemo zunanjo ljubezen oziroma neko zunanjo potrditev, zunanjo pozornost, ali je to skozi interakcije z drugimi, ali koliko recimo prijateljev imamo, koliko recimo ljubezni dobimo iz partnerskih odnosov, koliko ljubezni dobimo od prijateljev oziroma neke podaritve oziroma validacije s strani drugih, pa tudi skozi socialna mreža. To je tudi velik problem, tudi vidim recimo pri samem sebi, da v bistvu dostikrat se preveč zanašam na to, na te zunanje dejavnike, se pravi potem zunanji dejavniki vplivajo tudi pole na to, kako imam rad samega sebe. Prejšnji teden, poleg kad sem se razpisal na socialnih omrežjih, na Instagramu, na storyjih glede ljubezni do sebe, sem dobil en zelo zanimiv komentar, kjer je ta oseba napisala, da v bistvu ljubezen do sebe je, te lahko pripelje do nekega nivoja, ampak brez ljubezni drugih pa ti ne moreš živeti oziroma ti nekaj manjka, in sem se ful poistovetil s tem, zaradi tega, ker pred leti še oziroma pred časom sem mislil, da je ljubezen do sebe najbolj pomembna, in tudi če nimaš neke zunanje ljubezni, je dovolj, če imaš samo ljubezen do sebe, če je ta dovolj močna. Ampak zdaj zadnje cajte sem mnenja, da v bistvu rabiš oboje,
oboje v nekem razmerju. Se pravi, prvo neka osnovna stvar, neka podlaga, temelj mora biti ljubezen do sebe, se pravi, da znaš se sprejeti samega sebe, da znaš gojiti ljubezen do samega sebe, da se znaš imeti rad, po domače povedano, in potem zraven je še tista ljubezen drugih do tebe, ki je potem neka češnja na tortici, ker potem to skupaj ustvarja neko idealno situacijo. Tako da mogoče zdaj na tej točki, ko govorimo o tej ljubezni do sebe, lahko definiramo, kaj to sploh pomeni. V bistvu dostikrat se mi zdi, da imamo to napačno prepričanje, da je ljubezen do sebe skrb do sebe, ki v bistvu nista ista pojma, se pravi skrb do sebe, skrb za svoje telo, življenjski slog, misli, počutje in to je v bistvu samo del ljubezni do sebe. Se pravi, ti lahko ful delaš na sebi, se pravi, skrbiš za svoje telo, imaš zdrav življenjski slog, spiš dobro, ješ dobro, se gibaš, imaš pozitivne misli, delaš na miselnosti, čustvena inteligenca, duhovnost, vse to, ampak to vse ni dovolj, če nimaš neke ljubezni do sebe. To vse je del ljubezni do sebe, ampak ni to enako. Se pravi, ljubezen do sebe v bistvu v nekem osnovnem principu je to, da se sprejmeš samega sebe, da se sprejmeš takega, kako si, da si zadovoljen sam s sabo in ven iz tega potem izvirajo vse tudi tvoje misli, tvoje dejanja, čustva in tako naprej. In zanimivo je tudi, vsaj meni je bilo takrat zanimivo, kadar gojiš neko ljubezen do sebe, potem prideš tudi do zelo čudovitega kraja noter v sebi. Se pravi, tukaj bi izpostavil Kamalove besede iz podcasta, ki sem ga omenil na začetku, z Aubreyjem Marquezom. Na to tematiko sem že pred leti napisal svoj blog in bi kar prebral iz tega bloga, ker meni skozi pisano besedo gre veliko lažje se izražati kot skozi ustno. Tako da tukaj bi pole prebral ta izvleček iz tega bloga. Kot Kamal pravi, nam ta praksa ljubezni do sebe ustvarja nov privzeti način, notranji kraj čudovitega bivanja, iz katerega izhajajo naše odločitve, misli in občutki. To je notranji kraj, v kateremu se z mislimi vračamo znova in znova. Od tam se stvari začnejo pod narekovaji poklapljati in urejati skoraj same od sebe. To je neko stanje duha, kdo smo v sebi, kako se počutimo, kako gledamo na sebe, druge in svet. To je stanje duha, kjer gredo misli same od sebe, nasproti hvaležnosti, nasproti občutku blaženosti, nasproti občutkom ljubezni do drugih. In to notranje stanje, do katerega privede ljubezen do sebe, Kamal dostikrat opiše z besedo magic. In tu sem se jaz ful poistovetil prav s tem odsekom iz knjige in podcasta, ker sem v bistvu videl tudi pole pri sebi v življenju iz prve roke, kadar sem gojil ljubezen za sebe, kadar sem se imel res rad brezpogojno, potem se tudi vse ostalo v življenju se mi je poklopilo, se pravi, imel sem pozitivne misli, dobro sem se počutil, deloval sem iz sebe in ne iz nekih slabših vzorcev in egota in se mi je zdelo tudi nekatere stvari v življenju so se mi začele poklapljati same od sebe, nove priložnosti so prihajale, spoznal sem se z novimi ljudmi, šlo mi je. In se mi zdi ful pomembno, se pravi, kot smo rekli že na začetku, vsaj moje mnenje je to, da ljubezen do sebe je nek temelj in potem z tega temelja lahko potem zrase gor vse druge stvari. Hkrati pa to stanje ljubezni do sebe pride samo z brezpogojno ljubeznijo, to je v bistvu ljubezen, ki si jo damo sami sebi, brez nekega pogojevanja, se pravi, da se imamo rade, se sprejmemo take, kot smo, brez unih če ali in tako naprej. Mislim, da večina nas je pogojevana, se pravi skozi otroštvo, skozi najstništvo, skozi odraščanje in potem skozi različne inštitucije, ali je bilo to šola ali šport ali drugi vidiki življenja, so nas potem naučili, da v bistvu ni dovolj takšni, kot smo, ampak da rabimo neke zunanje potrditve, da se rabimo truditi, da se rabimo dokazovati in vse to nas pole omejuje in vse to nam potem zmanjšuje ljubezen do sebe. Recimo jaz vidim pri sebi še vedno, čeprav dosti časa že raziskujem to temo, pa delam na temu, še vedno me držijo nazaj ti neki vzorci oziroma prepričanja, se pravi, da nisem dovolj, da se rabim dokazovati, da rabim iskati ljubezen pri drugih, pa čeprav jo imam v sebi in potem iz tega izvira to, da si pogojujem ljubezen, se pravi, jaz vidim pri sebi, da še vedno imam najbolj rad, kadar sem produktiven, kadar se dobro počutim, kadar delam dobro za svet,
kadar me imajo drugi radi, kadar me drugi spoštujejo pod narekovaji. In vse to pole ustvarja neko vero, ker potem iščemo neke zunanje potrditve, iščemo razloge in vzroke, zakaj bi se mogli imeti radi samega sebe, čeprav smo v osnovi že dovolj in se moramo samo sprejeti in gojiti to brezpogojno ljubezen do sebe. In še en vidik ljubezni do sebe, ki sem se na hitro dotaknil že prej, je v bistvu, da ljubezen do sebe potem vpliva tudi na vse misli, čustva in vedenja. To sem recimo opazil tudi pri sebi. Spravi, kadar je moja ljubezen do sebe visoka, potem delujem iz sebe, delujem iz srca, delam stvari z ljubeznijo, z veseljem, z radostjo, ljubim tudi druge, ljubim življenje, rad sem sama sebe in tako naprej. Vendar, ko padem ven iz tega vzorca oziroma prepričanja ljubezni do sebe, potem spadem v neke slabe oziroma stare vzorce dokazovanja drugim, iskanja zunanje potrditve, iskanje zunanje ljubezni, neke lajki, všečki in neki feedbacki na socialnih omrežjih, in s tem se polnim oziroma tisto mi je potem odraz, ali se imam lahko rad sama sebe ali ne, ker če ne dobim tistega zunanjega, potem si ne dam ljubezni do sama sebe, ampak point je, da gojimo to ljubezen do sebe brez zunanjih pogojevalcev, se pravi, da se imamo radi samega sebe brezpogojno. Če se na hitro ustavim še pri tisti tematiki, ki smo jo malo prej, se pravi razmerje med ljubeznijo do sebe in ljubezni drugih do tebe. Kot sem rekel že na začetku, jaz sem mnenja, da morajo biti obe. Je pa zanimivo, da če gojimo ljubezen do sebe, potem bomo tudi začeli privlačiti več zunanje ljubezni. Tu deluje iz tega, ko smo že prej povedali, se pravi neke naše misli oziroma neka naše prepričanje vplivajo potem na misli vplivajo na čustva potem pa vplivajo na naše vedenje, hkrati pa potem neke čustveno stanje v nas tudi spremeni našo energijo in tudi frekvence, in ker smo v tistem stanju ljubezni do sebe, potem tudi delujemo z drugačno energijo, drugačno frekvenco in avtomatično potem začnemo k nam privabljati ljubezen in druge priložnosti, in potem zato se mi zdi, da te dve vrsti ljubezni delujeta sinhrono in sta obe ključni za naše dobro počutje in življenje. Tako, to je bilo za uvod malo mojega filozofiranja o tej tematiki, kaj meni pomeni ta ljubezen do sebe in kakšno vlogo in pomen ima v življenju. Zdaj pa jaz sem tak ful analitičen tip in se nočem ustaviti samo pri filozofiranju, se pravi, rabim in želim tudi ključne napotke, se pravi, kako nekaj narediti, v našem primeru, kako gojiti ljubezen do sebe. Tako da bom začel kar s to knjigo Kamala Ravikana, se pravi Love Yourself Like Your Life Depends on It. V tej knjigi Kamal je prav razvil svojo metodo gojenja ljubezni do sebe in v bistvu ta metoda sestavlja 4 korake. V bistvu na začetku, prej kot začnemo gojiti ljubezen do sebe, pravi Kamal, da si moramo sami sebi odpustiti, ker v bistvu stvari, ki jih držimo proti sebi, nam bojo potem preprečevale, da bomo dajali sebi ljubezen oziroma neko brezpogojno ljubezen, ker vse te stvari, ki jih držimo proti sebi, ali je to krivda, ali je to neke negativna čustva, travme, stres, vse to nas bo pole ustavljalo in nas držalo nazaj, je kot neka zavora oziroma ročna. Lahko bomo mi potem delali to ljubezen do sebe do nemoglega, ampak nas bo pole tu držalo nazaj in ne bomo v to verjeli in tudi potem ne bo se to pokazalo v našem življenju. Tako da Kamal ima prav v tej knjigi vajo, ki se imenuje Forgive Yourself, se pravi odpusti samemu sebi, v kateri te pole skozi delovni list te vodi skozi ta proces, se pravi, da si napišeš na en list papirja vse stvari, ki si jih želiš odpustiti samemu sebi, ki te držijo nazaj, in v bistvu potem skozi nek ritual ta list oziroma te stvari potem tudi spraviš ven iz sebe, ta list zažgeš, pa ga vržeš proč, in v bistvu to je v prenesenem pomeni, da pole spustiš te stvari ven. Tako da v bistvu Kamal ful poudarja pomen tega, da preko začneš delati to vajo, prakso, da si odpustiš stvari samemu sebe in spustiš stvari iz sebe, ki jih ne več potrebuješ. Tako, to je zdaj začetna vaja v knjigi, potem pa, ko sem že prej omenil, Kamal ima 4 različne strategije, ki si jih potem vključiš v svoj vsakdan, ki ti pole pomagajo gojiti ljubezen do sebe.
Prva praksa jo Kamal imenuje mental loop, se pravi v angleščini mentalna zanka. To v bistvu je ful preprosto, ampak v bistvu ti s svojimi misli ustvariš novo mentalno zanko, v katero se potem tvoje misli vračajo znova in znova, in ta mentalna zanka oziroma ta misel je rad se imam, oziroma v angleščini I love myself, zdaj v slovenščini je to lahko rad se imam, ljubim se, meni je bolj enostavno in pristno beseda rad se imam, ker je v bistvu manj intenzivna, kot recimo ljubim se, ker če rečeš ljubim se, čutiš malo pritiska, kaj pa če se ne ljubim, tretje. Tako da meni osebno je bolj všeč ta rad se imam, in v bistvu to mentalno frazo oziroma to mentalno zanko potem si ponavljaš v svojih mislih znova in znova in znova in znova, in v bistvu cilj te vaje je potem, da tvoje misli gre avtomatično čez čas v to mentalno zanko, se pravi, da se ne v tvojih mislih, da se ne vračaš k nekimi problemi ali pa k negativi, ampak da se vedno znova vračaš k tej mentalni zanki. Ljubim se, rad se imam, I love myself. In v bistvu, kot smo že prej rekli, zakaj je pomembno to, ker v bistvu naše misli potem ustvarjajo naša čustva, čustva potem ustvarjajo naša dejanja in prepričanja, in potem to naprej ustvarja, kako mi delujemo v življenju. To je prva vaja. Druga vaja je zelo podobna prvi vaji, da si ponavljaš to frazo I love myself, ljubim se, rad se imam med meditacijo. To pravi Kamal, da je zelo pomembna, zaradi tega, ker meditacijo se naš analitični izklopi in vse te stvari, ki si jih potem ponavljajo, bojo vplivale na našo podzavest. In kot vemo, podzavest predstavlja nekje 90% našega delovanja in je veliko močnejša kot naš zavestni tako da potem skozi meditacijo, ko si ponavljaš to besedno zvezo, rad se imam, ljubi se, I love myself, potem tudi to direkt vpliva na tvojo podzavest, in kot smo že prej parkrat skozi ta podcast ponovili, podzavest vpliva na naše misli, misli vplivajo na naša čustva, čustva pa potem vplivajo na dejanja in vse potem začne krožiti. In naša dejanja potem naprej vplivajo na podzavest. Tako da tu je, se pravi, prva vaja je ta mentalna zanka, druga vaja je podobna samo skozi meditacijo, in potem tretja je zelo zanimiva in malo bolj taka uncomfortable, se pravi malo težja je, in sicer Kamal je ugotovil, da zelo močna praksa je to, da se postaviš ti preko ogledalo in si pogledaš v oči in si začneš govoriti spet frazo I love myself, se pravi rad se imam, ljubim se, in to on pravi, da v bistvu oči so portal v dušo, se pravi skozi oči ti vidiš v sebe, in ko si ponavljaš to frazo, rad se imam, ljubim se, in se hkrati gledaš v ogledalo, v oči, je to zelo močna praksa. Na začetku je kar malo težko, ker se pogledaš, sploh če začneš s to vajo, se pogledaš v ogledalo in vidiš 1000 stvari, ki ti niso všeč, ampak lih tu je fora tega, da se pravi, da se sprejmeš sama sebe, da sprejmeš stvari, ki ti niso všeč, in da obrneš ta dialog kontra, ne, se pravi, da se imaš rad sama sebe, kljub vsem tvojim slabostim in stvarem, ki ti niso všeč. Tako, to je bila tretja praksa, in četrta vaja je pa vprašanje, ki si ga postavljaš potem čez dan oziroma v težkih situacijah. V originalu je to vprašanje If I loved myself, what would I do? Se pravi, v nekih situacijah, ko si, se vprašaš to vprašanje, če bi se imel rad samega sebe, kaj bi naredila. V bistvu vprašanja so zelo močno orodje, ki potem tvoj pomagajo fokusirati v pravo smer, in kadar si postavljaš neka taka produktivna vprašanja, potem tudi tvoj je primoran iskati rešitve, in dostikrat potem ti pride odgovor, ki je iz tebe, iz tvoje duše in ne iz ega. Se pravi, kadar si v nekih situacijah, ki ne veš, kako bi odreagiral, ki ne veš, kaj bi se odločil, ti to vprašanje potem pomaga pri temu, da se odločiš na podlagi tega, če bi se imel rad, kako bi deloval, in to je tudi zelo močno orodje za tudi potem gojenje ljubezni do sebe, ker potem vidiš, da s tvojimi dejanji tudi potrjuješ ljubezen do sebe. Se pravi, če ti v življenju deluješ na podlagi tega, da se imaš rad v tvojo korist, bo to še potem okrepilo to tvoje prepričanje o sebi in ljubezni do sebe. Tako da, to je bila zdaj Kamalova praksa predstavljena na hitro. Če te zanima več o ljubezni do sebe, je ta knjiga res zelo dobra,
ker v bistvu on tudi potem predstavi tudi svojo zgodbo, kako je začel, se pravi težko obdobje, kako je začel s to prakso, kako je raziskoval različne stvari in kako je potem ustvaril to prakso ljubezni do sebe. Hkrati pa je potem tudi padel ven z te prakse in se potem v zadnjem delu knjige potem tudi razlaga, kako je ponovno začel to prakso in kako mu je potem pomagala spremeniti življenje po break-upu. In v bistvu jaz se spomnim, kadar sem prvič začel to delati, se pravi, kadar sem poslušal podcast, kadar sem pole prebral knjigo, sem začel to prakso dajati v življenje in v bistvu sem hitro videl, kako se mi je življenje potem spremenilo, ampak težavo se jaz imam to, da potem skozi padem ven z te prakse, ker se še vedno ti vzorci, notranji vzorci in prepričanja so močno zakoreninjeni v nas, in kadar padem ven z tega prepričanja ljubezni do sebe oziroma ven iz prakse ljubezni do sebe, potem padem v neke slabše in stare vzorce delovanja, ki delujem iz ega, se pravi, se pritiskam nase, verjamem, da nisem dovolj, delam za odobravanje drugih, mnenja drugih me ful bolj vplivajo name, kot bi če ne. Ampak poant tega je potem, da se vedno znova vračaš k tej praksi in jo potem delaš znova in znova, da potem nastane tvoj nov način delovanja. Jaz v bistvu si pomagam, si sprintam en koledar iz kar Google koledarja in v bistvu napišem potem gor self-love practice, se pravi vaje ljubezni do sebe, si ja potem nalepim na steno in potem delam križce, se pravi tisti dan, ko sem delal ljubezen do sebe, potem naredim velik križec in potem vidim, bolj ko se ti križci nabirajo, bolj se počutim, več je tudi teh občutkov magic, se pravi občutkov čarobnosti, ljubezni, hvaležnosti in tudi nekih drugih čarobnih trenutkov. Tako da ja, tu je zdaj bila predstavljena ta self-love practice od Kamala Ravikana, ki je meni v življenju najbolj pomagala. Sedaj sem pa zbral na kup še neke druge misli in izseke iz drugih knjig in drugih mislecev, ki so mi tudi zelo pomagale pri gojenju ljubezni do sebe in jih bom sedaj predstavil. Eden večji aha moment je bil tudi na podcastu z Klemnom Selakovičem, kjer smo med drugim govorili tudi od ljubezni do sebe in v bistvu takrat sem ga vprašal, kaj njemu pomaga, oziroma kako bi svetoval nekomu poslušalcem, da začnejo delati na sebi, ljubezen na sebe. In on je v bistvu rekel, da začne se s tem vprašanjem, da se vprašaš iskreno, a si želim dobro? A si želim sebi dobro? In če je odgovor ne bo iskren odgovor, lahko je odgovor ne. Da se vprašaš, zakaj si ne želim sebi dobro? Zakaj ne? In greš raziskovati v te globine. In v bistvu takoj, ko je začel s to tematiko, mi je bilo meni takoj jasno, se pravi, ko smo že na začetku govorili od Kamala, se pravi, njegova praksa, da se odpustiš samega sebe, je ključna, da začneš lahko gojiti ljubezen do sebe, ker če ti imaš neke stvari, ki v sebi, ki ti govorijo, da nisi vreden ljubezni, oziroma da se ne bi smel imeti rad, potem enostavno ne bo šlo, tako da mi je bilo ful všeč, da je Klemen tu izpostavil, se pravi, najprej treba začeti malo raziskovati preteklost, ampak hkrati se ne vpet v njo, se pravi, iti raziskovati v neke vzorce, neka prepričanja, zakaj si ne dovolimo imeti radi samega sebe in potem te vzorce prepričanja predelati in jih potem spustiti za sabo in ko bomo to enkrat naredili, bo potem gojenje ljubezni do sebe ful lažje. Potem naslednja stvar, ki mi je oprla nova obzorja in spoznanja, sem jo prebral v knjigi Klemna Selakoviča Ideja. V bistvu to je poglavje imenovano Ko ljubiš, si ljubljen. V tem poglavju Klemen piše o tem, da tudi pri njemu ena izmed stvari, ki jih najbolj hrepeni in včasih tudi zahteva, je zunanja ljubezen, ampak tudi tukaj potem izpostave, da v bistvu ultimativna rešitev je v dajanju ljubezni. In tu mi je bilo ful zanimivo in je takoj povezalo par točk v možganih, ne. In tukaj piše, da ultimativna ljubezen pa je v dajanju ljubezni, da si dovolim, da samo ljubim. Tam se skriva vse, kar iščem. Ko sem to doumel, se mi je srce odprlo. Začel sem ljubiti brezpogojno, sebe, druge in svet. Deliti dobroto s preprostim namenom dajanja. Podariti nasmehe, objeme, pozornost. Sčasoma sem začutil, da se notranja praznina umika, da izginja kot megla ob sončnem vzhodu. Powerful stuff.
In pole nadaljuje, da zdaj razumem, da je bila vedno le iluzija. Senca na steni, ki izgine, ko vanjo usmerim luč. Luč, ki je bila ves čas v meni. Vem, da je ljubezen neskončen vir, ki preprosto čaka, da jo začnem deliti. Da ni treba hrepeneti po ljubezni, lahko samo ljubim. In s tem zažarim. Samo to je dovolj. Ultimativna rešitev je v dajanju ljubezni, da si dovolim samo ljubiti. Tam se skriva vse, kar iščem. Želiš biti ljubljen? Potem samo ljubi. Tako da recimo jaz, ko sem prvič to prebral, se mi je oprl svet, ker v bistvu takrat sem imel tudi eno tako težko obdobje in nisem vedel točno zakaj. In vedel sem, da moja ljubezen do sebe ni na najvišjem nivoju, ki bi lahko bila. In takrat sem prebral to poglavje in probal prav to, se pravi, dajati ljubezen ven. In ker sem dajal več ljubezni, več pozornosti drugim, oziroma, ko je rekel, nasmehe, objeme, pozornost, energijo, sem videl, kako se mi je ta tudi potem vračala. Tako da tudi, recimo, ko smo na začetku govorili, razlike te ljubezen do sebe, ljubezen do drugih, se pravi, kadar daješ ti ljubezen, jo boš tudi potem dobil nazaj. Tako na tej točki pa bi predstavil še par zanimivih misli. Jaz imam na telefonu, na Evernoteu pa v Google dokumentih imam ogromno enih teh beležk oziroma notu, ker jaz zbiram vse, si jih shranjujem in prej se mi bo prišlo prav. Tako da tukaj bom zdaj predstavil en par misli, ki so meni najbolj zanimive glede ljubezni do sebe. Prva je ta, da za ljubezen do sebe treba umakniti negativo. Se pravi, kot smo že parkrat skozi ta podcast povedali, ni dovolj samo se imeti rad, oziroma včasih je še bolj pomembno kot to, da gojiš ljubezen, da umakneš vso negativo proč. Se pravi, da ne posvečaš pozornosti tisti negativi, ampak samo usmeriš pozornost v pozitivo, isto kot je recimo prej v tistem odlomku oziroma poglavju pisal Klemen. Potem nekaj časa nazaj sem poslušal en podcast Roba Diala o tematiki ljubezni do sebe in on je ful enostavno to povzel. Ljubezen do sebe je sprejemanje, kdo si. In v bistvu, kadar ti sprejmeš samega sebe, takega, kako si, z vsemi svojimi pomanjkljivostmi, slabimi lastnostmi, negativnimi lastnostmi, boš potem hkrati tudi gojil ljubezen do sebe. Tako da ta je taka ful enostavna in ful powerful. In potem še zadnja misel, ki bom tukaj predstavil, je še misel Alexa Hormozija. Zadnje čase ful spremljam Alexa Hormozija, ker v bistvu ima ful take zanimive vsebine s področja podjetništva, personal branda, hkrati deluje na ta princip, da je treba kdaj se prisiliti oziroma kdaj iti na trdo in ne biti tako senzitiven oziroma senzibilen, ker dostikrat potem tvoj ti dela probleme. In dostikrat potem povoziš prav z dejanji, se pravi, se odločiš nekaj narediti in greš. In Alex ful poudarja tega, tako da kdaj mi prije ful prav tisto. In v bistvu on je rekel, da the greatest form of self-love is keeping high expectation for yourself. V bistvu, kaj je s tem hotel povedati, oziroma kako sem si jaz to interpretiral, je, da v bistvu ljubezen do sebe je tudi to, da v bistvu delaš tisto, kar veš, da bi mogel delati, ne glede na to, kako se počutiš. Ker tisto, kar veš, da bi mogel delati, spet tu mora izhajati iz srca, iz tebe in ne iz ega, ampak s tem, ko ohranjaš konsistenco, ko delaš na temu, ko veš, da je dobro zate, s tem tudi gojiš ljubezen do sebe. Lahko povem en primer, ki se mi je zgodil včeraj. Zadnje dni sem ful tako utrujen, nabralo so se mi stvari za nazaj, malo sem tak stressed out, malo tudi tesnobe je bilo, tako čudno vreme je bilo in po delu sem imel namen iti v fitness, ker pač mi všeč trenirati, vem, kako boljše se počutim po treningu, pa tudi hkrati gradim zdravje in dobro počutje, ampak včeraj zvečer sem imel milijon enih vzrokov, zakaj ne grem v fitness, sem utrujen, sem stressed out, sem tesnoben, ne da se mi tretje in sem že hotel ne iti. Sem že pisal eni prijateljici, če bi se kaj dobili, treče, in pole, hvala Bogu, rekla bi mi cajta, in pole sem se res spravil v fitness. In pole sem se takoj boljš počutil, malo smo se presmejali z Lukcem in s Primožem v fitnessu, malo sem potreniral, malo šel ven iz svoje glave, se prepotil in se počutil ful boljš. In prav tu je tisto, ne, se pravi, gojenje ljubezni do sebe je, da delaš stvari, ki veš,
da ti bojo pomagale oziroma so dobre zate. Zdaj, tukaj je tudi kdaj težko vedeti, kaj je prava stvar zate, ker spet pri utrujenosti dostikrat ne veš, ali je ta utrujenost resnična, ali si res utrujen, rabiš počitek, ali je to samo nek odpor mentalni, tvoj želi iti v cono obdobja in se mu ne da in tako. In včasih pa je ta ljubezen do sebe to, da narediš korak nazaj, kadar si res utrujen, kadar čutiš, da rabiš počitek, ne iti v fitness, tisto je spet delovanje ven z ega in je delovanje proti sebe, izven te ljubezni do sebe. Takrat je ljubezen do sebe, da si vzameš fraj, da greš domov, da se počiješ, da dobro ješ, da greš zgodaj spat. Tako da zaradi tega sem tudi hotel predstaviti tu misel Alexa Hormozija, da je največja ljubezen do sebe, da držiš visoke standarde za sebe, ker držiš visoke standarde za sebe, si pole tudi primoran, da slediš tem in s tem, ko slediš tem, se tudi kažeš neko ljubezen do sebe. Tako, to je to za ta solo podcast. Upam, da ti je bila ta tematika zanimiva. Upam, da sem jo predstavil na dovolj nazoren način. Dajte mi povedati pod komentarji oziroma napisati kakšno sporočilce, kako se ti zdi, kaj recimo tebi pomaga pri gojenju ljubezni, če se boš mogoče odločila za Kamalovo metodo, za grajenje ljubezni do sebe. Če želite več vsebin, ki ni objavljena tukaj na YouTubu ali na podcastu, dajte me tudi spremljati na socialnih omrežjih, Facebook, Instagram, tako na mojem osebnem profilu Jani Konedic, kot tudi na profilu podcasta Benesere. In če imate kakšno idejo za kakšne solo epizode, tematike za podcast, lahko jih tudi napišete v komentarje spodaj, ali pa recimo na DM-e. Sem rekel, da bom delal več takih solo izobraževalnih vsebin, ker tudi meni ful všeč in rad delim to znanje, tako da upam, da vam je bilo zanimivo in se vidimo v prihodnjih epizodah. Čau, čau. Pa imej se rad.